Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Jordan Cizeli για 2 λεπτά. Spoštovani, zahvaljujem se ministru in komisarju za podani izjavi, me pa nekaj skrbi. Namreč to, da govorimo o kvantitativnih ciljih, ki segajo do leta 2020 oziroma do 2050. Strokovnjaki pa nas opozarjajo, da moramo začeti zniževati globalne izpuste že leta 2015. In zanima me, ali je komisija morda ta cilj spregledala oziroma opustila. Potem druga stvar. V Kopenhavnu potrebujemo celovit sporazum, ki bo vključeval vse države. Premalo bomo dosegli, če bomo visoke okoljske standarde zahtevali zgolj v Evropi in se bo tehnologija, ki povzroča velike emisije, selila v druge dele sveta. Zato bi resnično želela slišati od komisije, kako bo v pogajanja vpeta skrb za enakovredno obremenitev razvitih industrijskih držav in s kakšnimi argumenti bo dosegla prevzemanje odgovornosti držav v razvoju. Kako bomo preprečili uhajanje ogljika, torej carbon leakage. Zelo si želim, da bi imeli v rokah kakšnega asa, kakšno skrivno dobro karto. Tretji poudarek, ne smemo si zatiskati oči pred realnostjo. Fosilna goriva so glavni vir izpustov in tega v kratkem časovnem okviru ne bomo preprečili. Nerealno je pričakovati, da se bodo države kar odrekle izkoriščanju premoga. Tega ne bodo storile razvite države, še manj bodo to storile države v razvoju. Zato bi morali v mednarodnih pogajanjih posvetiti veliko pozornosti tudi nadaljnjemu razvoju in uporabi tehnologij, ki omogočajo učinkovito rabo fosilnih goriv brez izpustov toplogrednih plinov. In še nekaj je, kar Evropa lahko stori takoj in zdaj. Povečamo lahko finančni delež v 7. okvirnem programu, ki je namenjen mednarodnemu sodelovanju na področju podnebnih sprememb.